Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali televizijsko junakinjo kravico Lisko. Kmetica praznuje rojstni dan in Liska ji bo pripravila čudovito rojstnodnevno darilo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kravica Liska in rojstnodnevno darilo. Tistega lepega, razrožnato zarjo ožarjenega jutra so skoraj vse živali še spale. Samo kokoši so bile že pokonci, kajti njihova naloga je bila, da zjutraj zbudijo ostale. Ker na kmetiji ni bilo petelina, ki bi poskrbel za bujenje, so kokoši iznašle posebno metodo bujenja. Vsako jutro so na gramofonu zavrtele ploščo s petelinim kikirikanjem. In je delovalo. Dobro jutro, Liska, je zazehala kmetica, ko je prišla k Liski v hlev. Kravica je bila že na pol budna. Zelo rada je imela jutranjo možnost s kmetico. Naenkrat je Liska zaslišala tiho smrčanje. Ta je pa dobra. Kmetica je med možo zaspala. Liska jo je previdno dregnila. Poštar je pokukal v hlev. Dobro jutro, Lis. O, pš, je rekel in takoj spet izginil. Ali noče, da ga kmetica vidi, se je spraševala Liska. Prav res. Vrnil se je šele, ko je kmetica z vedrom mleka v roki že odšla iz hleva. Ali misliš, da bi bila kmetica vesela, če bi jo zbudil na njen rojstni dan? Kmetica? Rojstni dan? Čisto je pozabila. Joj, prejoj. Zdaj mora hitro najti darilo. Kmalu zatem se je Liska vrnila s travnika nazaj na dvorišče s šopkom rož v ustih. Cvetje, to bo prava stvar. Kmetica ima rože strašansko rada. Takrat je mimo pritekel poni. Tudi on je nabral šopek rož in po vrhu še veliko lepšega od njenega. Liska je razočarano pojedla svoj šopek. Kaj pa, če bi kmetici kaj naslikala? Ampak to ni enostavno. Ravno ko je dokončala sliko, je v hlev prišla koza in saj ni mogoče. Tudi ona je kmetici naslikala sliko. Kravici se je kozina umetnina zdela veliko lepša od njene. Liska ni bila zadovoljna niti s peščeno torto, ki jo je takoj zatem v peskovniku naredila za kmetico. Poleg tega pa je pes le nekaj metrov stran naredil dosti lepšo, tako, 3-nadstropno. Kokoši so za kmetico spletli šal, poštar je kupil budilko, samo Liska ni imela darila zanjo. Liska je žalostno tavala po dvorišču. Ob tem je naletela na kmetico, ki je vsa utrujena držala v roki skodelico kave in med zehanjem tarnala. Joj, ko bi se vsaj lahko enkrat pošteno naspala. Takrat se je Liski utrnila zamisel. Naspala? Bilo bi naravno smešno, če kmetici ne bi mogla izpolniti te želje. Po noči se je Liska tiho prikradla iz hleva. Če naj se kmetica temeljito naspi, je ne sme zjutraj nič zbuditi. Kravica je torej morala poskrbeti, da plošča s kikirikanjem izgine. Čisto potihoma je vtaknila glavo skozi ozka vratca kokošnjaka. Tako je našla ploščo in jo odnesla v hlev, kjer jo je skrila pod molzni stolček. Tam je nihče ne bo našel, si je rekla. Zjutraj bo prva vstala in poskrbela, da kmetice ne bo nihče zbudil. Samo še nekaj uric in že bo dan.
Napočilo je jutro. Čas je, da se vsi zbudijo, ampak ne kmetica. Liska se je hotela prepričati, da kmetica še vedno spi. Na poti v hišo je srečala kokoši, ki so obupno iskale ploščo s posnetkom kikirikanja. Kravica se je namuznila. Kako dober načrt. Kako lepo rojstnodnevno darilo za kmetico. Vsa zadovoljna je previdno stopila na stopnice, ki so vodile v kmetičino spalnico. Kmetica je blaženo spala, tako kot si je zaželela. Liska je zdaj morala poskrbeti za druge živali. Medtem ko se je potihoma spuščala po stopnicah, je zazvonil telefon. Zdaj pa že ne, kmetica vendar še spi. Kravica je bila v trenutku pri telefonu in je spretno dvignila in spustila slušalko, da je nehalo zvoniti. A tudi živali so postale prehrupne. Vse so glasno tarnale, ker so bile lačne. Toda med deljenjem hrane je Liska vse pomešala. Ponjo in kozi je natresla pasje piškote, psu pa je pred uto položila korenje. Tisto jutro je imela res veliko dela. Tudi v telefonu hiši je morala še enkrat utišati. Kokoši so medtem našle ploščo z rojstnodnevnimi pesmimi. Glasba je bila primerna, to je Liska že morala priznati. Zdaj so se na dvorišču zbrale vse živali in se postavile v rojstnodnevni pevski zborček. Tudi poštar je prišel z velikim zavojem v roki. Bodite no tiho, še zbudili boste kmetico. Ampak Liske ni nihče slišal in vsi so še krpeli. In malo zatem je kmetica že prišla iz hiše. Čeprav je bila še v spalni srajci, je bila videti naspana kot že dolgo ne. Druga za drugo so ji živali prinašale darila. Kmetica je bila vesela prav vsakega. Le kravica ji ni podarila nič. Stala je malce ob strani in bila je očitno zelo žalostna. Gotovo bo kmetica mislila, da je njena Liska pozabila nanjo. Toda kmetica jo je prijazno pogledala. Liska, revica, saj te sploh še nisem pomolzla, pa tako pozno je že. Ko je kmetica dvignila molzni stolček, je zagledala ploščo s posnetkom kikirikanja. Aha, zato se tako dolgo nisem zbudila. Si skrila ploščo, da bi jaz lahko dlje spala? Je vprašala kmetica. Da, Liska je to storila. In še veliko več. Pa mislite, je bila kmetica huda nanjo? Liska moja, dala si mi najlepše darilo na svetu. Se je razničila kmetica in objela Lisko. Ja, prečudovito darilo. Bravo živali in bravo Liska za tako izvirno darilo in pa seveda kmetica ga je bila zelo vesela. Namreč spanec je res pomemben. In verjamem, da bi kmetici še kdaj prijel kakšen dan daljšega spanca. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Smrčač dobi hišo, kateri boste spoznali raziskovalca medveda, ki pa je svojim glasnim smrčanjem motil spanec drugih živali. A na srečo so živali našle rešitev za medvedovo preglasno smrčanje. Prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljične vsebine v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, Liska, si pa res tako prijazna. No, ostale živali tudi, ja ne? Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnjo pravljico pa poklanjam prijazni deklici po imenu Inja, ki zelo rada prisluhne mojim pravljicam.
Otroci, tokrat bomo v pravljici spoznali prikupno miško, ki se je odpravila spat, a se je bala čudnih zvokov. A vedno znova jo je prijazni dedek pomiril. Mislite, da je mali miški naposled le uspelo zaspati? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mala miška, lahko noč. Bil je čas, da gre mala miška spat. Potem, ko je dedek povedal pravljico, se je miška zvila pod svojo toplo prešito odejo. Vendar ni mogla zaspati, pa če se je še tako premetavala in prevračala, momljala in godrnjala. Dedek, je poklicala, strah me je. Dedek je odšel naravnost v sobo male miške, da bi videl, kaj je narobe. Ne morem zaspati, dedek, je rekla mala miška. Temno je in zunaj slišim strašne glasove. Nikar se ne boj, mala miška, se je nasmehnil dedek in jo objel. Črna noč ti nič ne more. V postelji si lepo na varnem in na toplem. S temi besedami je šel spet iz sobe. Ravno v tistem trenutku pa je zunaj završil sunek vetra in na okno je nekaj glasno potrkalo. Tok, tok. Mala miška je kar poskočila. Dedek, je vzkliknila. Dedek je bil brž spet pri vratih. Kaj pomeni to trkanje, dedek? Je vprašala mala miška. Dedek jo je nato odpeljal k oknu in ji pokazal, kaj je zunaj. Glej no, je rekla mala miška. Saj je le veter, ki trka z vejo ob okno. In ravno tedaj se je zaslišal še en zvok. Bil je glasen, hu, hu, nekje oddaleč. Mala miška je bila videti močno prestrašena. Ali ne veš, katera ptica skovika, mala miška? Je vprašal dedek. Je mogoče sova? Je vprašala mala miška. Ja, je vzkliknil dedek. Mama sova vsako noč odleti iz gnezda in leti daleč, daleč čez polja in gozdove. Zdajci pa se je zaslišal še en zvok. Bil je ho, ho. O, ta glas pa poznam, je vzkliknila mala miška. Pes je. Glasovi niso nič strašni, če le veš, čigavi so. Ne, mala miška, je rekel dedek, to ni pes, psi po noči spijo. Lisice pa lajajo čisto tako kot psi. Lisica vsako noč odide iz brloga in se odpravi čez polje. Ampak tebi se ni treba bati, mala miška, nobena lisica ne bo prišla v hišo. Prisluhniva, mogoče lahko slišiva še kak drug glas, je rekla mala miška in dedek je bil takoj za to. Ni dolgo trajalo in že sta od potočka na vrtu zaslišala glasen čof, čof. Je to ptiček? Je vprašala mala miška. O ne, mala miška, je rekel dedek. Večina ptic po noči spi. To je vidra. Vsako noč zleze iz svojega brloga in skoči v potok, da malo zaplava. Mala miška je vedno bolj uživala, ko je poslušala nočne glasove. A kaj, ko je bila utrujena? Vseeno je napeto poslušala in z roba gozda zaslišala tap, tap. So to zajčki? Je vprašala in od zaspanosti na široko zazehala. O ne, mala miška, je rekel dedek. Zajčki se po noči v svoji luknji stisnejo drug drugemu. Oglašajo se neka druga nočna bitja. Jazbeci so. In če boš pošteno napela oči, jih boš videla čisto na robu vrta. Mala miška je pogledala jazbece, potem pa je smuknila v posteljo. Zdaj, ko je vedela, kaj pomenijo nočni glasovi, je ni bilo nič več strah. Hvala, da si prišel k meni, dedek, je rekla. Dedek je zaprl okno in se nasmehnil. Z veseljem sem prišel, mala miška, je rekel. Nočem, da bi te bilo strah, zato boš v moji bližini vedno varna in ti ne bo hudega.
Dedek se je sklonil, da bi objel malo miško in ji zaželel lahko noč. Tedaj pa, kaj mislite, kaj je videl? Glejte jo, no. Mala miška je bila tako utrujena, da je že trdno spala, zvita v klobčič kot črviček v moki. Lahko noč, mala miška, je rekel dedek. Sladko spi. In veste, kaj vam povem? Prav to je počela mala miška vso dolgo noč. Joj. Iskrena hvala pisatelju za tako prisrčno pravljico, ki na zanimiv in čisto logičen način pojasni, od kod prihajajo vsi zvoki. Po noči se res vse okoli nas umiri in šele tedaj slišimo zvoke, ki nas vznemirjajo, in naša domišljija ustvarja različne podobe zvokov. A ti zvoki so čisto običajni in nenevarni, zato je strah povsem odveč. Res prisrčna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Saj pošasti sploh ni, v kateri pa boste spoznali medvedka, ki ga je strah teme. Ampak se tudi vse dobro konča. Lepo se imejte, otroci, in lepe sanje vam želim. Lahko noč. Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica bo zagotovo všeč vsem ljubiteljem televizijske uspešnice Tri mucke, v kateri nastopajo očka, mami, Čoko, Roli in Lučka. Prikupna mačja družina se velikokrat znajde v težavah. Le kaj se jim je tokrat pripetilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tri mucke, piknik. Bil je prekrasen dan, zato sta se mami in očka odločila peljati Čoka, Lučko in Rolija na piknik. Mucke so spakirale vse, kar so želele vzeti s seboj. Neskončno so se veselile, kaj vse bodo počele na pikniku v naravi. Lučka bo zgradila veliko peščenih gradov, Čoko bo izvedel maratonsko branje v naravi, Roli pa bo tekal naokrog. Mami je prinesla polno košaro, kar je Čoko takoj opazil. Poglejte to, koliko okusnih prigrizkov! Piknik ni piknik brez košare okusnih dobrot, je pritrdila mami. Očka je še rekel, naj preverijo, da niso česa pozabili, in veselo naznanil. Roli in ti, Lučka in Čoko, čas je za piknik! Mucke so zamjavkale. Super! Mijav, 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 mijav! S košaro okusnih dobrot na strehi avtomobila so se zapeljali po gozdni poti. Toda nihče ni opazil, da se je košara zataknila za drevesno vejo. Lučka, Roli in Čoko so med vožnjo prepevali. Na piknik gremo in komaj čakamo. To res nas veseli, ker skupaj smo vsi. Ko so prišli na jaso za piknik, je očka razočarano ugotovil, da ni košare z dobrotami. Nihče ni vedel, kam je izginila, tudi mami ne. Res ne vem, je rekla. Morda je ostala doma, ali pa smo jo izgubili. Čoku je šlo na jok. Medtem je Roli dobil izvrstno idejo. Hej, kaj pa, če gremo z raketnim letalom domov, vzamemo košaro in priletimo takoj nazaj? Mami mu je razložila, da je to dobra ideja, a letale tam ne morejo pristati, ker je veliko dreves. Potem se je Lučka spomnila. Kaj pa, če naročimo pico, mami? Mami je odvrnila, da dostavljalec pic ne more pripeljati pice na naslov nekje sredi gozda blizu nekega ribnika. In je pristavila. Prepričana sem, da se bo vaš pametni očka nečesa spomnil.
ter mu porinila ribiško palico v roke. Očka se je predramil. Hej, ribiška palica, lahko vam nalovim kaj okusnega? Lahko bomo imeli piknik? Je vzkliknila, ne, to pa ni v redu, napaka. Lahko bomo imeli piknik, je vzkliknila Lučka. Juhu! Medtem ko sta mami in Lučka iskali veje, da bi zanetili ogenj, so očka, Čoko in Roli šli lovit ribe. Očka je rekel: pri ribolovu moraš biti potrpežljiv. Očka, Čoko in Roli so bili potrpežljivi, a v gozdnem ribniku ni bilo nobenih rib. Ko se je že zdelo, da je vendarle nekaj prijelo, je mami že hitela netiti ogenj, a je slišala Rolija reči: ujeli smo samo nagajivo žabico. In še ta je skočila nazaj v ribnik, je dodal Čoko. Mami je predlagala, naj poiščejo hrano v gozdu. Lučki se je ta ideja zdela odlična. Očka, ti zaneti ogenj, mi pa gremo gobarit. Roli je vzkliknil: super, si za mano. Čoko se je strinjal: no, nekaj je treba pojesti. Roli in Lučka sta prinašala gobe, ki sta jih nabirala v gozdu, Čoko pa je s pomočjo svojega vodnika v gobah ugotavljal, katere so užitne in katere so strupene. Mami je ves čas budno spremljala dogajanje. Ko so nabrale dovolj gob, so mucke stekle k očku, ki je bil zadolžen za ogenj. Skuhajmo jih, očka, je rekel Čoko. Žal so vžigalice v košari z dobrotami, je nemočno povedal očka. So mucke razočarane vzdihnile. Mami je odločno dejala, da surovih gob že ne bodo jedli. Čoku se je utrnila zanimiva zamisel. Lahko drgnemo palice drugo ob drugo, tako so v starih časih zanetili ogenj. To je znanost. Odlična ideja, Čoko, je rekla mami. Očka je globoko zajel sapo in pihal. Ob tem pa je začel kašljati. Lučka je predlagala, naj pomagajo očku. In tako so Lučka, Roli, očka in Čoko začeli pihati. Tudi kihnili so večkrat, kar jih je spravljalo v dobro voljo. Naposled pa je Roli vzkliknil: zanetili smo ogenj! Družina muck bo lahko na ognju pripravila gobe. Vsi so bili zadovoljni in očka je uradno odprl piknik z besedami: naš piknik spet poteka po planu. Očka je igral na kitaro, mucke pa so združno zapele: na pikniku je lepo, čeprav ni vse po planu šlo. Veseli smo, da smo tu, zdaj vriskamo, juhuhu. Medtem pa je mami poskrbela za pojedino. Gobe so skoraj pripravljene. In potem je na prt položila sklede polne gozdnega sadja in za sladico borovnice, brusnice in maline. Izkazalo se je, da je mami na skrivaj nabrala kup gozdnega jagodičevja. Takšnega razpleta nihče ni pričakoval. Lučka, Roli in Čoko so vzkliknili: super, mijav, 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 mijav. Navkljub vsemu je bil piknik odličen in cela družina je bila presrečna. Ja, tale mačja družina se pa vseh težav loti na prav poseben, spreten način in težave v bistvu postanejo novi izzivi. Toliko pozitivne energije, spodbudnega razmišljanja ter iskanja rešitev namesto težav. Bravo, mucki! Otroci, prisluhnite še kakšnim drugim pravljicam o muckih, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Uživajte ter vstopite v vsak nov dan s prijetnimi občutki. Lepo se imejte. Čau, čau!
Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnji pravljični junak je podganček po imenu Anček, ki pa živi v mišji družini. Anček je drugačen, večji, bolj okoren in mišje sestrice se njegovi drugačnosti vedno bolj posmehujejo. Upam, da se bo tale pravljica srečno končala. Otroci, udobno se namestite, umirite svoje ritke in prisluhnite pravljici z naslovom Anček podganček. Nekoč je živela mišja mati, ki je imela 4 otročiče, 3 hčere miške in Ančka. Že od nekdaj je bil Anček mnogo večji od svojih sester. Anček je tako smešen, so si mišje deklice skrivaj šepetale v tačke, jih držale pred smrčki in se hihitale vanje. Pridi že, Anček, pleši z nami, so mu klicale. Toda Anček je bil čokat in neroden, njegov dolgi rep pa mu je bil vedno v napoto. Ko so se miške igrale ristanc, je Anček žalostno obsedel ob strani in nesrečno opazoval svoje velikanske noge. Ko se je nekega večera zagozdil med vrati mišje hišice, so se mišje sestrice kar zvijale od smeha. Anček pa je bil vedno bolj žalosten. Le zakaj sem tako velik in grd? Je zaihtel Anček. Zakaj sem tako zelo drugačen od ostalih? Ti pa res nisi grd, Anček. In vem tudi, zakaj si drugačen, je dejala mišja mati. Da bi ga potolažila, je sedla k njemu na posteljo in začela pripovedovati. Ko sem te našla, si bil sam in zapuščen, čisto majhen, nebogljen mladič. Takoj sem te imela rada. Tako rada, da sem te pri priči vzela s seboj. Ti nisi mišji otrok, Anček. Ti si podgani mladič. In jaz te prav nikomur več ne dam, ti moj podganček. Videti si drugačen kakor mi, saj prihajaš iz čisto drugačne družine. In vendar si popolnoma naš. Od tistega časa dalje je bil Anček kakor prerojen. Nič več se ni zdel samemu sebi čokat in neroden. In tudi grd ne več. Ravno nasprotno. Kmalu je naravnost prerasel samega sebe. 3 mišje deklice so opazile, kako sijajno je imeti tako velikega brata, kot je Anček. Z Ančkom v golu so zmagale prav na vsaki nogometni tekmi. In znal si je domisliti vedno novih iger, ki so bile vse neznansko zabavne. Naš Anček je najmočnejši podganček, so vriskale njegove sestrice. Odslej so še bolj držali skupaj in ostali so nerazdružljiva družina za vedno. Joj, kako prikupen je tale Anček podganček, kaj ne? Priznam, da mi je bilo kar malce hudo, ko so se mišje sestrice grdo norčevale iz njega. Ubogi Anček je bil malce drugačen, seveda, saj je prihajal iz podganje družine. Mišja mama mu je srčno predstavila njegovo zgodnje otroštvo in Anček je le razumel svojo drugačnost in nato postal ponosen brat svojim sestram. Vsak izmed nas je nekaj posebnega in unikatnega in to naj bo tisto, kar nas bogati. Otroci, ne pozabite prisluhniti še kakšni zanimivi pravljici, ki vas čaka v mojem knjižnem kotičku. Pozdravček vsem in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Podganček.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Lepo pozdravljeni. Danes je z mano Lili, ki si neznansko želi slišati pravljico. Katero pravljico bi pa želela danes, da jo preberem? V mišku. V mišku? Ampak v mišku sem prebrala pa že kar nekaj pravljic. Katerega miška pa imaš v mislih? Miška Tipa. Miška Tipa. Ja, le kdo ne pozna pravljic o pogumnem mišku Tipu? Katero pravljico pa bova danes prebrali? Mišek Tip zamuja. Mišek Tip zamuja. Ja, res me zanima, kako se je vse skupaj razpletlo in kam je mišek Tip zamudil. Tebe tudi? Potem pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Mišek Tip zamuja. Zbudi se, Tip, jutro je. Vstani, treba je v vrtec. Pozno je že, mišek Tip pa se dela, kot da nič ne sliši. Oči ima še vedno zaprte, da mu lepe sanje ne bi kam ušle. Dajmo, Tip, vztraja mamica in ga nežno boža. Zajtrk je že skoraj na mizi. Že vstajam, mrmra Tip in se zakoplje še globlje med rjuhe. Pazi, da ne zaspiš. Mama je v kuhinji pripravljala zajtrk. Ali bo v mamni vonj prebudil njenega malčka? Miška Tipa pa vonjave ne ganejo. Noče videti sončne svetlobe, ki prodira skozi okno, predvsem pa ne želi slišati maminega glasu, ki ga vztrajno kliče. Še malo zaspiva, Tedi, zazeha proti svojemu medvedku. Ko bi vedel, kako lepe sanje sem imel. Mišku Tipu se danes nikamor ne mudi. Saj imam še malo časa, pomisli, se obrne na drugo stran in se čez glavo pokrije z blazino. Mamica se vrne v njegovo sobo, misleč, da je že oblečen. Tip, kaj še vedno delaš v posteli? Zakliče. Zamudila bova, jaz v službo, ti pa v vrtec. Si pozabi, da greste danes na izlet? Izlet? Ravno o tem je sanjal Tip. Mišek se v trenutku zbudi in skoči s postelje. Zaskrbljen je. Ali bo pravočasno prišel v vrtec? Mišek Tip se je končno umil in oblekel. Vsa družina je zbrana v kuhinji in zajtrkuje. Mami, ali lahko dobim še ocvrtke? Prosi sladkosnedi mišek. Pozno je že, Tip. Za ocvrtke bi se moral prej zbuditi. Zdaj morava pohiteti. V torbi boš prav gotovo našel kaj dobrega. Ga priganja mamica. Mišek Tip pa zavlačuje in počasi hrani svojega medvedka. Tip si je umil zobe, nadel šolsko halico, Tedi okoli vratu zavezal pentljo in končno je pripravljen na odhod. Takrat pa: Poglej, Tedi, pod posteljo, vidiš? Tam je modri vitez, ki sem ga včeraj vso popoldne iskal. Postaviti ga moram na njegovo mesto v grad. Mišek Tip se še malce igra z vitezom, ki se bori proti zmaju in poskuša rešiti princesko. Tip! Ga kliče mamica in počasi izgublja potrpljenje. Mišek Tip je nepopravljiv. Tudi na cesti se obotavlja. Izložba trgovine z igračami ga privlači kot magnet. Mama, mi kupiš zelenega viteza? V gradu manjka samo še ta... Pohiti, Tip, zdaj nimava časa misliti na tvoje viteze. Drugič si jih bova v miru ogledala. Mama hiti, z eno roko poriva Lili in voziček, z drugo pa vleče Tipa. Ja, končno si prišel, Tip, reče vzgojiteljica in pogleda na seznam otrok. Samo tebe smo še čakali. Skoraj smo že odšli in te pustili tukaj. Mamica se opravičuje, vzgojiteljica pa ve, čigava je krivda. Dobro pozna Linega Tipa, ki vedno zamuja. Dajmo, Tip, naveličeni smo čakanja, se oglašajo miškovi prijatelji. Se opravičujem, zamrmra Tip in ga je kar malo sram. Izlet je bil zabaven. Otroci so se vrnili v vrtec in čas je, da gredo domov.
Prijatelji pozdravijo miška Tipa in stečejo k staršem, ki so prišli po nje. Nasvidenje, Tip, ga pozdravljajo. Se vidimo jutri in ne zamujaj. Kje pa je moja mamica? Vpraša Tip. Zakaj je še ni tukaj? Kar nekaj časa je minilo, odkar je zazvonil zvonec. Vsi so že odšli. Mišek Tip pa je ostal sam z vzgojiteljico. Zakaj nihče ne pride pon? Ali je mamica pozabila name? Mišek s solzami v očeh vprašal vzgojiteljico. Ne, Tip, saj bo kmalu prišla. Poklicala je in rekla, da bo malce zamudila. Tip se oddahne, nato pa se spet zmrduje. Kako dolgočasno je to čakanje. Zdaj razumeš, zakaj ni lepo zamujati, se obotavljati in pustiti, da te drugi čakajo. Se je iz miška malce pošalil vzgojiteljica. Pridi, prebrala ti bom zgodbo in čas bo hitreje minil. Mišku pa se minute zdijo dolge kot ure. Končno je prišla mamica. Mišek Tip komaj čaka, da pride domov, ker bo lahko malical. Mamica in vzgojiteljica pa se imata danes veliko povedati. Mišek je res razdražen. Gremo, mami, naveličen sem čakanja. Pozno je že, lačen sem in utrujen. Mamica pa se smeji. Zdaj pa ti preganjaš druge, kaj ne da? Moj leni in vselej pozni mišek. Tip ve, da ima mamica prav. Mama skuša potolažiti svojega sinčka, ki je užaljen in se še vedno malce kuja. Zjutraj sem ti povedala, da bom danes pozneje prišla pote. Nažalost sem zaradi tebe zamudila v službo in zato sem morala popoldne delati dlje. Opazila sem, da me nisi slišal, ker si bil tako navdušen nad izletom. Zato sem poklicala vzgojiteljico. Pojdiva domov. Saj ne želiva, da naju tudi očka in Lili predolgo čakata. Mišek Tip pohiti za mamico. Danes se je spet nekaj novega naučil. Mišek Tip je dolgo razmišljal o svojem zamujanju in pripravljen je svoje starše lepo presenetiti. Ja, kako pa to, da si že v pižami? Ga začudeno vprašata očka in mamica, ko vidita, da je že nared za spanje. Spoznal sem, da moram veliko prej v posteljo, če želim dlje sanjati, za zajtrk jesti ocvrtke in se igrati z gradom, preden grem v vrtec. Mamica tako ne bo zamudila v službo in nikomur ne bo več treba čakati name. Čestitke, Mišek Tip, prav si se odločil. Ja, bravo, Mišek Tip, odlična pravljica si izbrala, Lili, zares. Povej, ali ti tudi kdaj kam zamudiš? Včasih. Ja, včasih na ta neznanska ura kar nekam preganja in čas tako hitro mine, da mogoče tudi mi kdaj kam zamudimo. Ampak potrebno se je dobro organizirati. Ker pa ste vi otroci še majhni, morajo za to poskrbeti vaši starši. A ne? Tako. Če vam je bila všeč tale pravljica o Mišku Tipu, potem predlagam, da pokukate v moj knjižni kotiček, kjer se nahaja že veliko pravljic, ki čakajo samo na vas. Lepo se imejte, pa se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zimsko obarvani pravljici bomo odpotovali v pravljično deželo, natančneje na Jasminov grič, kjer živi simpatična zajčja družina. Ravno je zapadel sneg, zato sta se zajčka Oliver in Emilija odpravila ven. A kaj, ko Oliver ni želel posoditi sank tudi svoji sestrici, ne? Res me zanima, kako se je razpletla ta zgodba. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Oliverjeve rdeče sani. Vso noč je snežilo, kot bi kdo skubil perje belim oblakom.
Živali na jasminovem griču so šle že na vse zgodaj spat. In ko so se zjutraj prebudile, je bil ves svet prekrit z belo, puhasto odejo. O, prosim, 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 naj nam danes odpade pouk, je prosil Oliver in skakljal pri oknu svoje sobe. Tako rad bi šel na vetrovec in preizkusil svoje nove rdeče sanke. Jih boš dal preizkusiti tudi meni? Ga je vprašala sestrica Emilija. Jasno, je obljubil Oliver. No ja, bom mislil na to. Na okensko polico je priprhutal ptiček in potrkal na šipo. Bil je ptič pismonoša in je prinašal jutranje novice. Takole je zapel. Prišel je sneg in z njim zimski živžav. Pouka danes ne bo, če vam je prav. Hura, sta zaklicala zajčka. Pa še kako prav. Izmotala sta se iz pižam in brz zmašila nase plaščka, škornje in rokavice. Hipec zatem sta že stala zunaj in puhala bele oblačke mrzlega zraka, kakor lokomotivici. Na vetrovec, je zaklicala Emilija in odsvrla sta jo navkreber. Oliver je bil ves iz sebe od veselega pričakovanja. Vso pot je navdušeno razpredal o svojih novih sanjih. Moje sanke bodo najhitrejše od vseh, boš videla, je rekel, ko sta se prekobacala čez velikansko odlomljeno vejo. Pohitela sta mimo hišice na drevesu, ki je utrkalo vrata. Pa ne eden, ne drugi nista opazila škode, ki je naredil nočni veter. Z mislimi sta bila že na vrhu hriba. Ko sta prisopihala na vetrovec, je po njem že vse švigalo od sankarjev in smučarjev. Najprej se zapeljem sam, je ponosno rekel Oliver. Saj so sanke moje. Prav, potem pa sem jaz na vrsti, se je strinjala Emilija. Gledala je Oliverja, kako se je čofnil na trebuh in šinil po hribu navzdol. Komaj je čakala, da poskusi še sama. Krasno je bilo, se je pohvalil Oliver, ko je prisopihal na vrh hriba k Emiliji. Še enkrat bi se zapeljal, sploh pa so sanke moje in se lahko zapeljem dvakrat. No ja, pa naj bo, je zavzdihnila Emilija in si pomela premrle šapice, da bi si jih ogrela. Ampak pohiti! Nevoščljivo je gledala za njim, ko se je že drugič odričal in pri tem skovikal od smeha. Emilija je čakala in čakala. Ko se je Oliver končno prikazal, se je na brčicah že nabiral led in v prstka jo je zeblo. Iz oči so ji švigali jezni bliski. Zdaj sem pa jaz na vrsti, Oli, je rekla odločno. Toda še preden je lahko zgrabila sanke za vrvico, jo je Oliver popihal na rob hriba in znova šinil po bregu navzdol. Si pa baraba, da veš, mu je zavpila, ko se je končno spet prikazal. Kar 3krat zapored si se že peljal. Če me boš zmerjala, je zabrusil Oliver, ti sploh ne bom posodil sank. In je spet sedel nanje in odtrvel dol. Emilija je razočarana in jezna odcapljala proč. Oliver je ves dopoldan neskončno užival. Sneg je bil mehak in iskriv, on pa je bil najhitrejši zajček na hribu. Glejte me, je vpil. Ko ga je končno premagala lakota, se je žvižgaje odpravil proti domu. Sredi gozda pa je presenečen obstal pred čudovitim sneženim gradom in vrh njega je stražila Emilija. Milči, je občudujoče vzkliknil. Tale tvoj grad je pa veličasten. Ali ne? Je ponosno odvrnila sestrica. Smem noter? Se je imenitno namrdnila Emilija. Pravzaprav ne smeš. In je dvignila dvižni most. Daj no, je pregovarjal Oliver. Posodim ti svoje sanke, če me spustiš noter. Ni treba, hvala, je zazehala Emilija. Oliver se je usedel zraven gradu. No ja, je rekel trmasto. Nikamor ne grem, dokler mi ne odpreš. A že naslednji hip ga je zasula toča snežnih kep. Odsvoril jo je v zaklonišče za prvo drevo.
Dovolj imam še streliva, Oli, ga je opozorila Emilija. Sneg se je v grudah držal Oliverjevih uhljev, mu pobešal brke, se talil in mu kapljal za šal in po hrbtu navzdol. Zadrgetal je in odskakljal domov. Nikoli ne posodim svojih sank. Nikoli, se je pridušal spotoma. Doma sta Emilija in Oliver pojedla kosilo, ne da bi črhnila eno samo besedico. Je Marička, pomagaj, je vzkliknila mama. Kakšna pa sta? Saj bi si mislila, če vaju takole pogledam, da ste bila pri zobarju, ne pa na sankanju. Kaj pa je bilo? In tako je nesrečna zgodba prišla na dan. Oliver in Emilija sta si pridno segala v besedo in drug čez drugega pripovedovala, kako je bilo. Se spomnita pesmice, ki sem vam jo pripovedovala, ko ste bila še čisto majhna? Jo je nežno vprašala mama. Kdor zase vse obdrži, kaj hitro tisto izgubi. Kdor pa drugemu pol da, nazadnje dvakrat toliko ima. Tebi že ne dam, sta oba hkrati zavpila Emilija in Oliver in si pokazala jezik. Po kosilu sta odhitela ven. Emilija je odkorakala proti svojemu gradu, Oliver pa je začel natovarjati sani s snežnimi kepami. Bomo videli, kako bo njej všeč, ko bo dobila kepo za uho, je zašepetal sam pri sebi. So bile sani polne topovskih krogel, jih je odvlekel v skrivališče za drevesom. Od tam je opazoval Emilijo, ki je pokleknila in si zamišljeno ogledovala sledove majcenih šapic v snegu. Vodili so naravnost v njen grad. Počasi je spustila dvižni most. Kdo pa je notri? Je zaklicala malce zaskrbljeno. Iz oken je pokukalo 6 kosmatih glavic in Emilija je od presenečenja stopila korak nazaj. O, pozdravljena, gospod in gospa Orešnik. Živijo otroci. Oliver je takoj prepoznal družino veveric, ki je živela pod vetrovcem. Bi imela kaj proti, če bi nocoj prenočili pri tebi? Je vprašal gospod Orešnik. Vihar nam je hudo poškodoval hišico na drevesu. Odtrgal je vhodna vrata s tečajev, tako da najni otroci niso več na varnem v njej. Če obložimo tvoj prelepi grad z listjem, nam bo prav udobno, dokler ne najdemo novih vrat. Ne bomo dolgo, je obljubila gospa Orešnikova. Emilija se je prijazno nasmehnila in rekla: Dobrodošli v zavetju mojega gradu. Bolj ste ga potrebni kakor jaz. Tu lahko ostanete, kolikor vas je volja. In odpravila se nazaj proti domu. Sredi poti jo je dohitel Oliver. To je bilo pa res lepo od tebe, jo je pohvalil. Emilija pa je samo zavzdihnila. Ja, ampak zdaj nimam ne gradu, ne sank. Če si ti lahko posodila svoj grad, tudi jaz lahko posodim svoje sanke, je rekel Oliver in jo prijateljsko dregnil v ramo. Sploh pa sem se nečesa spomnil. In je zašepetal svoj načrt na uho. Nasmehnila se je. Krasno si se spomnil, Oli, ga je navdušeno pohvalila. Iz zajčka sta se veselo zasmejala, zgrabila vrvico od sani in skupaj odhitela postorit, kar si je zamislil Oliver. Kmalu zatem so imeli Orešnikovi nova vrata. Zdaj se bila sicer rdeča in na vrhu zaukrivljena, a nič za to. Glavno, da so se dobro zapirala. Ko sta pomahala svojim hvaležnim prijateljem v slovo, je Oliver rekel Emiliji: Veš, mami je imela čisto prav. Res je lepše dajati, kakor vse zase obdržati. Ja. Prikupna pravljica, kaj ne? Sicer sem se med branjem spomnila na otroško igrivost ter težave, ki nastanejo ob delitvi igrač ali kaj podobnega. A k sreči se je v tej pravljici na koncu vse dobro izšlo. Emilija in Oliver sta postala prijatelja in ugotovila, da je pravo prijateljstvo tisto, ki lahko ostane večno, ne pa materialni svet. Prav tako pa sta zgradila dom novi veveričji družinici ter jih osrečila. In ja,
tako kot je rekel Oliver na koncu. Res je lepše dajati, kakor vse zase držati. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čaka še mnogo zimskih pravljic, le prisluhnite jim. Uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, konec dober, vse dobro. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnji dan je kot nalašč za novo pravljico. In sicer gre za klasično Disneyevo pravljico z naslovom Levji kralj. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici. Levji kralj. Bilo je prelepo jutro v afriški savani. Sonce je vzhajalo in postajalo je vse toplejše in na prostranstvo dežele ponosa so se zgrinjale trume živali. Vse so hitele v isto smer. Sloni, antilope, žirafe, zebre. Vsem se je mudilo k skali ponosa, kjer bodo proslavili rojstvo sina kralja Mufase. Današnji dan je bil za vse živali iz savane zelo poseben. Na vrhu skale sta zbrano množico pričakala levji kralj Mufasa in njegova žena, kraljica Sarabi. Pristopil je tudi stari pavijan Rafiki, vrač, ki so ga vsi spoštovali, saj je bil izkušen in moder. Zmerom so ga poklicali, kadar je bilo treba voditi kakšen pomemben obred. Rafiki je živali zaprosil za tišino. Potem je levčka dvignil visoko v zrak, da so ga lahko vsi dobro videli. Pozdravite prvorojenca našega dobrega kralja Mufase, je svečano vzkliknil. Mladiču bo ime Simba in bo naš princ. Vse živali so navdušeno pozdravile mladička. A enega člana družine na tem svečanem dogodku ni bilo videti. Kraljev brat Scar je to jutro ostal doma. Bil je ljubosumen na Mufaso, saj si je neskončno želel, da bi bil kralj on sam. Zvesti kralju svetovalec Zazu je odletel v Scarovo votlino, da bi ga okaral. A Scar je v odgovor le jezno zarjovel. Nenadoma pa je Scar zaslišal strog glas. Obiskal ga je levji kralj. Zakaj nisi prišel in mojemu sinu zaželel dobrodošlice? Je Mufasa vprašal svojega brata. Če ne bi bil ti kralj, bi bil jaz vladar dežele ponosa. Je srdito odvrnil Scar in mu obrnil hrbet. Nekega dne je oče Simbi razkazal bodoče kraljestvo, deželo ponosa. Znotraj naših meja smo na varnem, mu je pojasnil Mufasa. A nikoli se ne odpravi v senčno področje za gorskim grebenom. Tam preži na tisoče nevarnosti. Nenadoma je priletel Zazu in kralj je vznemirjeno obvestil, da so deželo ponosa napadle hijene. Mufasa je jezno zarjovel in Simbi zabičal, naj ostane ob njem. Potem se je pognal proti hijenam in jih pregnal v beg. Simba je bil nad vse ponosen na pogumnega in močnega očeta. Scar je skoval načrt, kako se bo rešil brata in njegovega sina in potem sam postal kralj. Simbi je povedal vse o zanimivem kraju v senčnem področju za gorskim grebenom, pokopališču slonov. Tja si upajo samo najpogumnejši levi, mu je lagal. Vedel je, da bo Simba kljub očetovim svarilom odšel tja, da bi dokazal pogum. In Scarov načrt se je uresničil. Simba je hotel na vsak način videti pokopališče slonov. Odpravil se je tja in svojo majhno prijateljico Nalo nagovoril, da se mu pridruži. Zazu, ki je prijatelja spremljal, ni uspel ugotoviti, kam sta levčka namenjena. Budno je pazil nanjo, a levčka sta se pognala proti čredi zebr. Skrila sta se mednje in tako pobegnila svojemu pernatemu čuvaju.
Pokopališče slonov pa je bil resnično grozljiv kraj. Povsod naokoli so ležale kosti mrtvih slonov. In nenadoma sta levčka zaslišala srhljiv smeh in iz velikanske slonje lobanje so skočile 3 bevskajoče hijene. Poglej, poglej, kaj pa imamo tukaj, je zakričala prva hijena. Rekel bi, da našo večerjo, je med zlobnim hihitanjem dodala druga in se pri tem oblizovala. Ne bojim se vas, nesramnice, je zamomljal Simba. Pretvarjal se je, da ga ni strah, da bi Nalo zaščitil pred zvermi. Ostrozobe hijene so obkolile nebogljenega levčka in ju hotele zgrabiti, ko so se med njimi pojavile velikanske šape in kot nož ostri kremplji. Simbo oče, kralj Mufasa, jih je pognal v beg. Mufasa se je mudil v bližini in pohitel proti kraju, odkoder je zaslišal grozljivi smeh hijen. Preplašene hijene so urno pobegnile, a ena izmed njih se je še ozrla in siknila. Pazi, le pazi, Mufasa, kmalu bomo prevzeli kraljestvo. Mufasa je okaral svojega sina, ker ga ni ubogal. Očka, hotel sem biti pogumen, kakor ti, se je žalostno branil Simba. Kralj pa mu je z nasmeškom odgovoril. Kralj mora biti pogumen, a tudi moder. Poglej v zvezde, sin moj. Slavni kralji preteklosti nas od tam opazujejo. Zmerom ti bodo pokazali pravo pot. In z njimi tudi jaz, ko nekega dne ne bom več med nami. Medtem se je podli Scar spet sestal s prijateljicami hijenami. Še zmerom je hotel postati kralj. Hijenam je naročil, naj bodo naslednji dan pripravljene. Jutri bom postal kralj, je obljubil. In kdor mi bo pri tem pomagal, bo bogato nagrajen. Ko je bil Simba naslednje jutro za trenutek sam, je k njemu pristopil zlobni Scar in rekel. Oče ti je pripravil presenečenje. Počakati ga moraš v prehodu med skalovjem. Obožujem presenečenja, je veselo vzkliknil Simba. O da, največje presenečenje v tvojem življenju bo, je odgovoril Scar in se potuhnjeno nasmihal. Scar je Simbo odpeljal v ozek prehod med skalovjem in mu naročil, naj tam počaka očeta. Nedaleč stran pa se je pasla čreda divjih gnujev. Na Scarovo znamenje so proti njim stekle hijene in jih pognale v beg naravnost proti Simbi. Levčko je pred podivjanimi kopiti za las uspelo pobegniti na vejo porušenega drevesa. Kralj Mufasa je zaslišal Simbove obupane krike in pohitel je sinu na pomoč. Scar pa je iz skrivališča opazoval bratov prihod. Zlobni načrt se je uresničeval. Mufasa je skočil med gnuje, zgrabil Simbo in ga odnesel na varno. A nenadoma je izgubil tla pod šapami in grozil mu je padec v globino. Opazil je brata Scara in ga zaprosil za pomoč. A Scar ga ni povlekel k sebi, temveč ga je pahnil v prepad. Kralj je zgrmel v globino in izginil pod kopiti ponorelih živali. Čreda gnujev je odtopotala in Simba je stekel k negibnemu očetu. A Mufasi ni mogel nihče več pomagati. Veliki kralj je bil mrtev. Simba ni videl, kako je Scar Mufaso pahnil v prepad, zato je za očetovo smrt okrivil sebe. Bil je zelo pretresen in žalosten. Kaj si naredil? Je srdito zarjavel Scar. Če ne bi bilo tebe, bi bil tvoj oče še živ. Beži, Simba, beži in se nikoli več ne vrni. Simba se je zmeden in nesrečen pognal v beg. Ni vedel, da je za njegovim hrbtom Scar hijenam ukazal, naj pokončajo sina mrtvega kralja. Hijene so se nemudoma odpravile na lov za Simbo, a ta jim je v zadnjem hipu pobegnil v trnovo goščavo. Hijene so lov opustile, preden pa so odšle, so levčka opozorile. Če se kdaj vrneš, ti bo trda predla. Simba je bil za trenutek na varnem.
A bil je na neznanem ozemlju in ni vedel, kje poiskati vodo in kaj za podzob. In tudi zavetja pred žgočim soncem ni našel. Zaradi utrujenosti je kmalu omahnil in izgubil zavest. Ko je pozneje spet odprl oči, je mislil, da sanja. Namesto na vročem puščavskem pesku je zdaj ležal v senci dreves in ni bil sam. Prenesla sva te v džunglo, je prijazno rekla Surikata. Surikati je bilo ime Timon. Timonu in njegovemu prijatelju Pumbi, debeli svinji bradavičarki, se je nebogljeni levček zasmilil in odločila sta se, da ga bosta zaščitila. Timon in Pumba sta Simbo naučila vse o življenju v džungli in kmalu so postali najboljši prijatelji. Čas je tekel in Simba je zrasel v postavnega leva. Neke noči so trije prijatelji zrli v zvezdnato nebo in Simba se je spomnil očetovih besed. Poglej v zvezde, sin moj. Slavni kralji preteklosti nas od tam opazujejo. Zmeraj ti bodo kazali pravo pot. In z njimi tudi jaz, ko nekega dne ne bom več med vami. Simba je vzdihnil. Pogrešal je očeta in mater. A nikakor se ni mogel znebiti občutka krivde za očetovo smrt. Ko se je Simba naslednji dan vrnil s sprehoda, je zaslišal prijatelja, ki sta prestrašeno klicala na pomoč. Pumba se je zagozdil pod podrto deblo in Timon ga je obupano poskušal zaščititi pred sestradano mlado levinjo. Simba je pohitel, pripravljen na spopad z levinjo. A zaslišal je znan glas. Simba, si to res ti? Živ si! Bila je Nala, prijateljica iz otroštva. Tudi ona je zrasla in bila je skoraj tako velika in močna, kakor Simba. Nala je Simbi povedala, kako Scar zdaj deželi ponosa vlada kot kralj, kako se vse živali bojijo njega in njegovih hien. Moraš se vrniti, je vznemirjeno prosila. Ti si naš pravi kralj. Ne morem, je žalostno odgovoril Simba. Nikoli. Simba se ni drznil pred oči materi, saj je bil še zmeraj prepričan, da je kriv za očetovo smrt. Neke noči pa ga je obiskal stari pavijan Rafiki in ga prosil, naj se zazre v zvezdnato nebo. Simba je med oblaki zagledal očetov obraz. Edini pravi kralj si in tvoja dežela te potrebuje, sin moj, je rekel Mufasa. Vrni se domov. Scar je grdo ravnal z levi in prezenesel ni niti Simbovi materi. Nenadoma so zaslišali mogočno rjovenje. Scar se je ozoril in okamenel. Mufasa? Je šibko izdahnil. Ne, nemogoče, mrtev si. A kraljica Sarabi je nemudoma prepoznala Simbo in z nasmehom zašepetala. Končno, sin moj, vrnil si se, da nas rešiš. Izgini, Scar, je z ledenim glasom ukazal Simba. To je moje kraljestvo. Če ga hočeš nazaj, se moraš zanj boriti, je odgovoril Scar in hijenam namignil, naj napadejo Simbo. Hijene so ga zrinile na rob prepada. Mladi lev je izgubil ravnotežje in obvisel nad prepadom. Obupan se je poskušal povleči na skalo. Takrat se je Scar zahrbtno zakrohotal. Prav tako me je gledal tvoj oče, preden sem ga pahnil v smrt. Ko je Simba slišal njegove besede, je dobil novo moč in se povzpel na skalo. Pognal se je proti brezsramnemu morilcu svojega očeta. Medtem pa so Nala in druge levinje pregnale hijene. Med spopadom je Scar zdrsnil čez rob skale v prepad. Vsega je bilo konec. Pravi kralj je ponovno vladal svojemu kraljestvu. V deželo ponosa se je vrnil mir in prišel je čas, da si novi kralj poišče kraljico. In Simba je dobro vedel, koga hoče za ženo. Zvesto
in pogumno Nalo. Tudi Nala je enako čutila do Simbe in ob vseh sklikih živali sta postala par. Kmalu se je Nali in Simbi skotil mladiček. Vse živali so se spet zbrale pod skalo ponosa in stari modri Rafiki je mladička dvignil visoko v zrak. Tako so lahko vsi videli Simbovo ljubko hčer Kiaro. Dobro se je vse skupaj končalo, kaj ne? Ampak otroci, vmes me je nekoliko zaskrbelo, da Simbi ne bo uspelo. Ampak mu je, odločnemu, pogumnemu levu, je uspelo, da je nazaj v deželi ponosa zavladal mir. In sedaj so vsi srečno živeli. In morda živijo tako še danes. Kdo bi vedel? Ja, simpatična pravljica. Če pa si želite slišati še kakšno pravljico, potem le pokukajte med vsemi ostalimi pravljicami, ki v mojem knjižnem kotičku že čakajo na vas. Lepo se imejte, do prihodnjič pa en levji pozdravček. Čau, čau!